Ja, videli ste, začeli smo snemati. Uradno bomo začeli pa čez nekaj sekund. Če še kdo pride, bomo veseli. Tako. Dober dan želim. Na novinarski konferenci Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. Tole je novinarska konferenca ob Svetovnem dnevu srca. Letošnjem 29. september je sicer Svetovni dan srca, dan, ki ga je tako razglasila Svetovna federacija za zdravstveni del, ali pa člani smo tudi, aktivni člani smo tudi mi, Društvo za zdravje srca. Letošnjo geslo, tudi oni, torej Svetovna federacija za srce vsako leto izbere geslo je Povezujmo se s srcem. Naši sogovorci so tokrat trije, naš predsednik primarij Matija Cevc, potem je izredna profesorica iz Onkološkega inštituta v Ljubljani in pa dr. Hugon Možina, vodja internistične prve pomoči na Ukrajini. Jaz sem Franc Zalar in bom moderiral tole našo konferenco. Vse udeležence, če takrat, ko ne govorijo, izklopijo mikrofone, da se ne motimo en drugi. Drugič, konferenco bomo snemali. Če kdo želi, da se ga ne vidi na posnetku, in prosim, da izklopi kamero. Tretjič, najprej bomo poslušali uvodne misli, tako kot sem v tem vrstnem redu, potem pa bo možno postavljati vprašanja. Imate načelno dve možnosti, in sicer actions, torej tisti obrazek, kakorkoli s plusom, boste videli roko in če pritisnete to roko, pomeni, da želite postaviti ustno vprašanje in takrat vam bom jaz dal besedo. To je tisto, kar je nujno, no in po običaju Društvo za zdravje srca po konferenci izda tudi izjavo za javnosti, tudi tokrat bo tako objavljeno. V zahodnih krajih se bo popoldne oblačnost povečala, dnevna temperatura bo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, ponekod v zahodnih krajih bo več oblačnosti. Zdaj bom pa jaz svoj mikrofon izklopil, kar pomeni, da dobiva besedo primarij predsednik. Izvolite. Ja. Hvala lepa za povabilo. Malo sem mikrofon že prej izklapljal, tako se jaz te nisem slišal, ampak nič hudega. Pozdravljam tudi v svojem imenu vse udeležence te tiskovne konference. Seveda, mislim, da že ne 13. ali 14. praznujemo ta dan srca, ki je zdaj načeloma vedno postavljen na 29. september. In se boste sprašali verjetno, kaj lahko kaj novega povemo, ker vsako leto pravzaprav to obeležujemo. Nekaj lahko, marsikaj pa tudi ne, ampak glede na to, da je, kot pravijo Latinci, repetitio est mater studiorum, je verjetno prav in koristno, če večkrat ponavljamo in opozarjamo na podobne stvari. Ker izkaže se, da to v takem primeru ima učinek, da če se ljudi stalno opozarja na določene pomanjkljivosti v njihovem življenjskem slogu, se stvari izboljšajo, kar se nenazadnje odrazi tudi v tako imenovani vitalni statistiki za Slovenijo. In lahko rečem, da v 30 letih, odkar naše društvo deluje, ne samo zaradi nas, ampak seveda tudi zaradi številnih drugih deležnikov v preventivni dejavnosti in nenazadnje tudi zaradi samega zdravljenja, lahko rečemo, da so se srčno-žilne smrti zaradi srčno-žilnih bolezni
drastično zmanjšale, tam skoraj za 50% je v teh letih šlo ta umrljivost navzdol. Tako je bilo v letu 2019, za to leto so zadnji objavljeni podatki, pravzaprav med moškimi 31% smrti povzročenih z 31% z srčno-žilnimi boleznimi, žal pa pri ženskah kar 45%. To kaže, da pri moških smo bili bolj učinkoviti pri vplivanju na te zadeve, morda tudi zato, ker so moški bili že prej stalno opozarjani o nevarnosti srčno-žilnih bolezni in kaj je treba narediti, da bi se jih preprečili. Ženske so bile dejansko pri tem zapostavljene, ne nazadnje tudi v številnih raziskavah od začetka sploh ženske populacije ni bilo vključene, ne nazadnje ključen razlog je tudi v tem, da moški prej zbolevajo zaradi srčno-žilnih bolezni. Ampak, če smo že zmanjšali umrljivost, žal zbolevnost ni tako dobra. Tukaj so stvari še kar številne. Tako da je kar 26% vseh hospitalizacij oziroma zdravil je izdanih za srčno-žilne bolezni ali kar 76 milijonov evrov je bilo porabljenih za zdravljenje srčno-žilnih bolezni. Tako da, kot vidimo, deloma smo bili uspešni, ne pa čisto tako, kot bi želeli, da bi bila pravzaprav, da bi bile srčno-žilne bolezni nepomemben dejavnik v našem zdravstvenem sistemu. Žal temu ni tako. Velik vzrok za te srčno-žilne bolezni so pa seveda tako imenovani dejavniki tveganja, zlasti holesterol, ki sicer ni dejavnik, ampak je celo vzrok za aterosklerotične žilne bolezni. Vidimo namreč to, da se je recimo med letom 2012 in 2016 celo povečalo število tistih, ki imajo povišan holesterol. Tisto, kar pa še posebej izstopa, da je pa kar skoraj 2,5-krat večje povečanje bilo med nižje izobraženimi ljudmi. Se pravi, da ljudje, tisti, ki so manj izobraženi, verjetno so tudi manj informirani in se tudi manj držijo teh priporočil in zaradi tega je med njimi še več zvišanega holesterola in tudi ta porast je šel navzgor. Ne nazadnje vemo, da cela vrsta dejavnikov tveganja je povezana z nezdravim življenjskim slogom, ki vodi v debelost. Debelost je pa skoraj vzrok tako po eni strani za sladkorno bolezen tipa 2, tudi na povišen krvni tlak zelo vpliva, debeli imajo debelost in povišen krvni tlak sta z roko v roki, da ne govorimo o motnjah v presnovi maščob. Torej, če bi mi uspeli zmanjšati število debelih, kar nam pa nažalost ne ratuje najboljš, nasprotno, celo povečuje se to število, zlasti v zadnjih 2 letih med mladino smo videli, da odkar so bile šole zaprte, odkar je bilo manj telesne dejavnosti, je debelost med mladino eksplodirala. Skratka, tukaj bi morali nekaj narediti. In potem pridemo do ene zelo, zelo pomembne zadeve, o kateri smo doslej malo premalo govorili, tako imenovane primordialne preventive. Vsi govorimo o primarni pa sekundarni. Primarna je takrat, ko te dejavnike že zdravimo, sekundarna takrat, ko so že zapleteni. Ampak primordialna preventiva pa pomeni, da sploh, da mi naredimo z enostavnimi ukrepi zdravega življenjskega sloga, da sploh ne pride do hipertenzije, da ne pride do sladkorne bolezni, da se ne razvije povišanje maščob, kar se da zelo enostavno narediti z zdravim življenjskim slogom, znotraj katerega je pa izredno pomembna tudi redna vsakodnevna telesna dejavnost. Ne vrhunski šport, ne maraton ali podobne stvari. To je vprašljivo, koliko koristi prinaša zdravju. Ampak rekreacijska
telesna dejavnost, s katero se po eni strani da vplivati na krvni tlak, na maščobe, tudi sladkorna bolezen če se že ima za razviti, se bistveno pozneje razvije, ker se pozneje razvije, tudi pozneje pride do zapletov, skratka cela vrsta koristi je pri tem. Pri tem pa moramo upozoriti na to, da ni ta prava tista telesna dejavnost, kot sem rekel, ki je namenjena tekmovanju, ker ta je zelo pogosto povezana tudi z raznimi poškodbami. Po drugi strani pa tudi ni ta prava tista telesna dejavnost, ki temelji samo k temu, da bomo imeli kot se reče, six-pack, za zviševanje telesne mase, mišične mase, ker žal je telesna dejavnost, ki je namenjena predvsem zviševanju telesne mase, dostikrat povezana tudi z uporabo raznih prehranskih dodatkov, za katere pa nismo čisto prepričani, da so vedno čisto koristi, ker dostikrat dodajajo snovi, ki dejansko sicer povečajo mišično maso, ampak imajo lahko tudi kakšne druge neželene učinke. Morda bo potem med vprašanji tudi kakšno na to temo, in ker imamo tukaj strokovnjakinjo ravno za podobne zadeve, tudi za šport in zadevo, mislim, da boste dobili tudi odgovor. Skratka, tisto, kar se hotel reči, je, da z zdravim življenjskim slogom, ki ni nobena košt, je zelo preprost, pa pravzaprav celo lahko zelo zabaven, ker zdrava prehrana je dobra prehrana, samo malo več začimbe treba uporabljati namesto masla in podobnega, pa bo biti tako za pojesti bo dobro. In če še zraven tega se rekreiramo, bomo s tem naredili nekaj za svoje srce in se bomo z njim tudi povezali, kot govori letošnje geslo ob svetovnem dnevu srca. To samo zapovedati. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik. Gremo kar naprej z uvodničarji, torej izredna profesorica dr. Nada Rotovnik-Kozjek iz Onkološkega inštituta ima zdaj besedo. Izvolite. Dober dan tudi v mojem imenu. Sem zelo vesela za uvodnik primarja dr. Cevca. Na vrhu je nekaj fantastičnih izhodišč in moram reči, da mi je iskreno žal, da o teh izhodiščih ne moremo razpravljati v živo. Namreč pravzaprav je povedal vse, o čemer bom govorila jaz, samo z drugega vidika, in kot da bi mogoče se v tem uvodniku v veliki meri navezala na njegova izhodišča, ker to je točno tisto, kar je tudi vsebina preventive, tako primarne, kot tudi sekundarne, terciarne in navsezadnje celo kvartarne pri boleznih srca in ožilja. Pa da bom avtentična, naj povem, da sem ravnokar spet pretekla maraton v okviru Ironmana in to je bil 30. in to avgusta. Seveda nisem šla dirkat, uporabljam pa te športne preizkušnje predvsem zaradi tega, da si kot prezaposlena zdravnica utegnem vzeti še čas za rekreacijo, ker če imaš vsaj nek program, pa še hočeš skrbeti za svoje zdravje, zaradi drugih razlogov, sem namreč delni invalid že dolga leta, potem rabiš imeti, bi rekla, še kak dodaten motiv in tako naprej, ampak telesna dejavnost je v današnjem času nekaj, kar zelo težko vključimo v svoj aktivni življenjski stil, če smo v tej družbi, bi rekla, polno zaposleni, ker še zlasti, če smo v javnih službah, ker to od nas zahteva, bi rekla, da je zelo veliko volje, da vse skupaj zložimo, potem so tu še leta in z leti je biti gibalno aktiven vedno bolj naporno, ker telesna dejavnost je napor, in smo tudi, bi rekla, manj zmogljivi, ampak z leti bi pravzaprav telesno dejavnost potrebovali veliko bolj, ker takrat, ko smo mladi, pa imamo že vso presnovno rezervo. Tako da to je prva točka, ne jemljem nobenih zdravil, moj holesterol je v nižjih mejah, tako da bi bili kardiologi ponosni na moj lipidni profil, sem pa v svoji praksi zdravniški na žalost srečala veliko mladih, mladostnikov pravzaprav,
odraščajočih športnikov, ki so zaradi tako imenovanega sindroma relativnega energijskega pomanjkanja, o katerem zadnji čas veliko več govorimo in je prisoten tudi pri rekreativni populaciji, ne samo pri aktivnih tekmovalnih športnikih, ugotovila to, kar pravi tudi konsenzualno priporočilo Mednarodnega olimpijskega komiteja, da neustrezno sklapljanje energijskega vnosa in zahtev telesne dejavnosti, tudi če ne gre za tekmovalne športe, vodi v dislipidemije in je kardiovaskularno oziroma srčno-žilno zdravje mnogo bolj ogroženo, če ne obvladamo osnov športne prehrane, tudi pri rekreativnem športu, takrat, kadar ga vključujemo v aktivni življenjski slog. In tu se začnejo problemi večine ljudi, ki bi bili radi zdravi in tudi s hrano in telesno dejavnostjo vzeli zdravje v svoje roke, ker to lahko naredimo. Tako da moram reči, gledam skozi osebno perspektivo, oprostite mi, ko uporabljam osebno perspektivo, ampak jaz sem povprečna državljanka, ki je sicer kvalificirana zdravnica, ampak medicinska fakulteta me ni naučila jesti. Tako da sem se preko diet in rekla poglobljenega izobraževanja na tem področju naučila, da ni diet, tako da razumem vsakega državljana, ki se loti diet, ker je pač socialni vpliv danes takšen, da verjamemo vsem razen stroki in to tudi ta epidemija zdaj odslikava. In seveda na ta način potem težko vzamemo zdravje v svoje roke. Kajti tudi ta navodila splošnega ali javnega zdravja za prehrano so, če pogledamo v resnici, obraz neke vrste dieta. Čim manj sladkorja, nič soli in kaj naj naredi potem povprečni rekreativni športnik iz Švica, pa bi rad šel na vožnjo s kolesom, ki je daljša kot 1 ura, ker takrat se pa že začnejo problemi z dodatnim energijskim vnosom vsaj športne pijače, ki vsebuje sladkor in ki vsebuje sol, zato da pokrijemo presnovne potrebe telesne dejavnosti. In jaz mislim, da tisto, kar moramo danes, če hočemo skrbeti za srčno-žilno zdravje, sem zelo vesela, ker srce je mišica, ne, in na področju klinične prehrane pravzaprav preko ocene mišične mase, ki posredno vključuje tudi srčno maso, danes gledamo na prehransko in presnovno stanje posameznika, pravzaprav tudi s temi znanji lahko vstopamo, a ne v preventivo srčno-žilnih obolenj. In tisto, kar sem hotela povedati, je, da ta navodila javnega zdravja mišice pravzaprav ne podpirajo najbolje takrat, ko smo telesno dejavni, kot sem rekla, kadar se že rekreiramo, tudi če pogledamo čisto pragmatično po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije, je že posameznik definiran kot rekreativni športnik in kadar je posameznik definiran kot rekreativni športnik, to presega samo 3 obroke na dan, da bi pač na ta način pokrili vse energijske pa hranilne potrebe, ki so pri dejavnem, aktivnem, zdravem življenjskem slogu potrebne. Tako da mislim, da je naslednji korak pri ozaveščanju splošne populacije, da se moramo zavedati, da so značilnosti aktivnega življenjskega sloga pri različnih populacijah različne, za starostnike so vseeno nekoliko drugačne kot za odraslo zdravo populacijo, še bolj drugačne so za kronične bolnike, pri čemer moramo potem tudi se vprašati, kaj je potrebno v prehrani spremeniti, prilagoditi ali dodati, da bomo pokrili telesno dejavnost za zdrav življenjski slog, da ne smemo a priori se odločati, zdaj pa ne bomo jedli tega pa tega, ker so pravila zdravega prehranjevanja takšna, ampak moramo poskrbeti, da bo naša vsakodnevna prehrana prilagojena temu, kakšen je naš življenjski slog. Tako da se zdaj povrnem k izhodišču, s katerim sem začela, to se pravi lastno preizkušnjo. Jaz sem prepričana, da sem si zdravje skozi vsa ta leta ohranila tudi zaradi tega, ker ta pravila nekako obvladam, ker sem pač profesionalc na tem področju, sem pa s tem nekako tudi uspela vzdrževati dosti dobro telesno zmogljivost,
ki mi omogoča, da pač delam, kar delam, in ob tem nekako sem še vedno, bi rekla, presnovno gledano zdrava po vseh kriterijih zdravja. Ni pa to, da bi jaz zdaj jedla hrano popolnoma v skladu z splošnimi navodili, ker če ne bi jedla pač prilagojenih prehranskih dodatkov, s tem mislim predvsem športne pijačo, potem bi to zdravje težko vzdrževala. Tako da mi se moramo začeti odkrito pogovarjati, kje in kako združiti ta splošna izhodišča za prehrano pri zdravem življenjskem slogu in kako jo pač prilagoditi, da bomo res lahko uspešno peljali to srčno-žilno preventivo, pa tudi preventivo pred rakom. Navsezadnje sem zaposlena na Onkološkem inštitutu, na ta način, da ljudje potem ne bodo popolnoma zmešani in bodo lahko v zdravstvenem sistemu dobili tudi osnovna vprašanja, odgovore na ta osnovna vprašanja. Toliko od moje strani zaenkrat, hvala. Hvala lepa, doktor Rotovnikovi, in seveda čestitke za njen osebni primer. Zdaj pa gremo na internistično prvo pomoč, kar seveda pomeni malo še aktualiziramo, povezujemo hude srčne primere s COVID-om oziroma aktualno situacijo. Besedo ima doktor Možina, izvolite. Ja, lepo pozdravljeni, bi rekel, te strani preventivne smo kar skočili na tisto najbolj desno stran, rečemo, kjer smo tisti, ki se ukvarjamo z akutno medicino. In zdaj verjetno boste rekli, kaj pa ta počne tle, ne? Tudi mi smo veseli, če je kakšna stranka manj, tako da podpiramo absolutno preventivne ukrepe, kajti pri nas je vse več gneče, vse več bolnih ljudi, in če ne bomo nekaj naredili na tisti drugi strani, levi, ta prvi, nas bo to povozilo. Preprosto, že zdaj smo že tik pred tem. Vseeno, kljub tej gneči, pa sem hotel opozoriti na nekaj in sporočiti vašim poslušalcem oziroma članom društva. Jaz vem, da člani društva so zelo osveščeni in bi rekel, če so že bolniki, tudi zelo izkušeni in vedo, kam se morajo obrniti, kdaj se morajo obrniti in tako naprej, ampak vseeno drugi nimajo tako dobrih izkušenj, ki na žalost se jih naberemo na slab način, tako da zbolimo. V času začetka epidemije, se boste spomnili, v marcu lansko leto, smo nenadoma na urgenci ostali brez velikega dela bolnikov. Tudi kaj takega nismo še doživeli, bilo jih je vsaj 30% manj, tako da smo našteli v marcu, da jih je bilo nekaj 100 premalo in smo se kar ustrašili, kaj se dogaja, in se bali, kaj se bo zgodilo, in imeli smo prav, ker takrat smo ugotovili in prešteli, da je tudi akutnih srčnih infarktov oziroma bolnikov s to boleznijo prišlo premalo v našo ustanovo. Vedeli pa smo, da seveda so nekje, in kar veliko bolnikov smo kasneje spoznali v naslednjih tednih, ko so prišli po prebolelem nezdravljenem srčnem infarktu. Ta pojav ni bil edinstven za Slovenijo, ampak so poročila prihajala iz vseh koncev sveta, in še bolj žalostna zgodba je bila ta, da se je tudi povečalo število srčnih zastojev izven bolnišnice, kar je bila direktna posledica seveda tega dogajanja, ki sem ga že omenil, in pa tudi preobremenjenega zdravstvenega sistema, ki takrat preprosto ni uspel vseh bolnikov s težavami, kakršnekoli so že bile, pregledati.
A ne? Zdaj ti bolniki, to stanje je trajalo na srečo samo 3 do 4 tedne in se je potem normaliziralo, hvala Bogu, in smo v naslednjih mesecih pravzaprav imeli veliko več dela, kajti prihajali so vsi tisti ljudje, ki niso mogli do svojih zdravnikov in do svojih specialistov. In pravzaprav imamo v vse te mesece, rečemo kar od oktobra naprej, veliko več ne-covid bolnikov, kot smo jih imeli prej. Tako da imamo kar 20–30% več bolnikov na urgenci kot sicer. Zakaj je temu tako, je težko reči, najverjetneje zaradi tega, ker zdravstveni sistem v celoti nekoliko počasneje deluje in ljudje preprosto iščejo pomoč na urgenci. Pri nas tudi ni nobenih PCT pogojev, če si bolan prideš in te pogledamo. In drugi vzrok, da prihajajo do nas, je pa zaradi tega, ker preprosto v začetku, ko bi že preprosti in blagi ukrepi pomagali, da bi se stanje kronične bolezni popravilo, ne uspejo priti do te pomoči, do nasveta, in pridejo šele čez nekaj dni, ko pa je to stanje že tako hudo, da jim ne preostane drugega, kot da pridejo na urgenco. Skratka, gneča je velika, ampak vseeno moramo vedeti, kdaj pa moramo vseeno poklicati 112, tudi če si ne želimo v gnečo, tudi če se bojimo, da se bomo okužili in tako naprej. Skratka, vsekakor je to, kot vsi veste v vašem društvu, bolečina v prsnem koču, in to tiščoča bolečina, ki se pojavlja pri vse manjših naporih, zlasti če je to se razvilo v zadnjih dneh in pa če boli že v mirovanju. Skratka, nemudoma moramo poklicati 112 in na ta način poiskati pomoč. Taki bolniki, ki nujno kličejo, bodo pripeljani z rešilcem direktno v ambulanto in ne bodo izpostavljeni drugim bolnikom in nevarnosti okužbe v čakalnicah. Druga taka skupina bolnikov, tudi pomembna, je, če gre za nenadoma nastalo težko dihanje ali pa če se je to razvilo v zadnjih dneh ali pa če gre za hudo poslabšanje že prej obstoječih težav. Ti bolniki tudi spadajo na urgenco, ker verjetno ne bodo pravočasno dobili pomoči od svojega zdravnika izbranega ali specialista. Potem so pa tukaj še tisti, ki začutijo nenadno ohromelost po eni strani, težave z govorom, kar daje misliti, da gre na kap, tukaj se res mudi, pokličijo na 112, in pa tisti, ki začutijo nenadno bolečino in pa bledico opazijo v eni od okončin, podobno tudi, če jim okončina na ta način oteče. Skratka, vse to je nujno in mora takoj k zdravniku oziroma na urgenco. Sicer pa velja, da vsa akutna medicina ni urgentna medicina in ne spada na urgenco, a ne? Če nas uho boli, moramo k svojemu zdravniku, ne na urgenco in tako naprej. Skratka, da ne po nepotrebnem trosim besed, nemudoma na urgenco, kadar opazite te nevarne simptome in znake. Se pravi, bolečina v prsih, nenadoma nastalo težko dihanje, bolečina v okončini, oteklina okončine. Če vas je slučajno strah, da boste pri nas predolgo čakali, lahko to preverite vsak trenutek na internetu, če greste na domačo stran kliničnega centra in kliknete na internistično prvo pomoč, boste takoj videli, koliko bolnikov je v obravnavi in koliko jih čaka, in to lahko naredi tudi seveda vaš zdravnik, preden vas po nepotrebnem pošlje v tako gnečo. Če pa ste seveda potrebni urgence, boste tako ali tako prišli nemudoma na vrsto in vas bomo takoj obravnavali. Tako, zdaj sem pa na razpolago za kakšno vprašanje. Hvala lepa tudi dr. Možini in seveda še enkrat vsem trem govorcem. Mislim, da smo pravzaprav kar posrečeno zadeli letošnjo geslo Svetovnega
dneva srca. Jaz bi rad rekel še tole, mi bomo seveda pripravili oziroma pripravimo številne aktivnosti po celi državi. Samo za ilustracijo ne povem, da bomo jutri pripravili za vse člane našega društva, odziv je zelo velik, en takle sprehod, poučni sprehod po Arboretumu v Volčjem Potoku. Želimo, da se gibljemo to, kar je bilo sporočilo današnjega dne. V soboto bomo pa imeli osrednjo prireditev na Prešernovem trgu v Ljubljani, kjer bomo poskušali zajeti čim več mimoidočih in jih na eni strani jim omogočiti preventivne meritve, po drugi strani pa jih seznanjati s vsemi temi stvarmi, o katerih danes govorimo. Zdaj pa predlagam, da prevzamete besedo udeleženci, torej so vprašanja morebitna za naše govorce, izvolite. Zaenkrat ne vidim nobene roke, torej ni nujno, ne bomo se dolgo gledali, ker smo slišali veliko zanimivih stvari in veliko podatkov in pa usmeritev. Kot sem rekel na začetku, izjava za javnosti bo šla na pot prav kmalu po naši novinarski konferenci in vse to, kar smo zdaj slišali, je v nekem smislu tudi napisano v njih. Še vedno vidim, da ni vprašanj. Je tako? Torej, naši uvodničarji so bili zelo natančni in so zadovoljili naša pričakovanja. Vidimo tudi že zahvale, so nekateri napisali v chatu. Zdaj dodatnih vprašanj mislim, da ni potrebno postavljati. Jaz bi ob koncu se zahvalil še našim sponzorjem, ki omogočajo, da Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije izvaja številne prireditve po celi Sloveniji. To je nekaj farmacevtskih podjetij, kot so MSD, Viatris, Novo Nordisk in Boehringer Ingelheim. Vabim vas, seveda, da se nam pridružite na teh naših aktivnostih. Vabimo vas, da spremljate naše spletne strani, našo Facebook, nas na Facebooku in še drugje. Vabimo vas, seveda, da postanete aktivni. To, kar smo danes slišali. Aktivni, to pomeni, da gremo v naravo, da se rekreiramo in da pri tem pazimo na svojo prehrano. Vedeti moramo, poznati moramo znake možganske kapi, znake srčnega infarkta, zato da lahko hitro reagiramo. Mislim, da podatki jasno kažejo, da se velika večina takih zapletov zgodi doma. Vse jasno, vse največ časa preživimo doma in zato ni nujno, da nas to doseže, ampak lahko kakšnega našega, najbližjega. In če znakov ne poznamo, tudi to, kar je dr. Možina govoril, še posebej reagiramo prepočasi, takrat pa je to lahko, bom rekel, slabo, da ne bom upravil besede usodno. Torej, moramo to, je koristno za nas vse, seveda pa nam prav pride tudi, če nas to sreča, če nekje na cesti, če kadarkoli lahko človeku pomagamo, smo naredili dobro delo in to je tudi glavni razlog ali pa moto obstoja in delovanja Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. Skratka, do konca leta, če še rečem, nas čaka kar veliko aktivnosti, o tem boste sproti obveščeni in zato vas vabim še enkrat, da spremljate naše aktivnosti, da to udejanjate,
Seveda pa posebno zahvala našim uvodničarjem, ki so pripomogli, da bo Svetovni dan srca in ta diskusija, ki bo zdaj sledila v Sloveniji, nekoliko, če hočete, tudi po naše pobarvana, da ne bomo govorili samo o po raznih stvareh, ki se gibljajo okrog covida in da se ne bi kregali o tem cepiti ali ne, lahko rečemo zelo mirno, mi podpiramo cepljenje in smo vsi cepljeni, da se razumemo, ampak da bomo delovali preventivno. Nikakor, tudi če bo še ne vem kateri val prišel, mi ne smemo pozabiti na druge bolezni in na zdrav življenjski slog. Še eno vprašanje za vse. Želi kdo kakorkoli še kaj komentirati? Sicer sprašujem še naše uvodničarje, če bodo kaj dodali. Tudi ne, potem pa hvala lepa za udeležbo, hvala lepo za aktivno udeležbo vsem trem govorcem in nasvidenje. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje.